da z minuto molka počastimo spomin na žrtve današnjega terorističnega napada v Rusiji. Visoki gostje, dame in gospodje, zares nihče ni pričakoval, da bomo danes tako začeli razprejati. Tudi jaz ne. Še včeraj sem v tej svečani dvorani nagovoril mednarodni simpozij. Pozval sem k večji enotnosti, povezanosti in solidarnosti Evropske unije, da bi učinkoviteje zavarovali mir, varnost in blaginjo pol milijarde Evropejcev. In ne glede na današnje dogodke, ali pa morda prav zato, je potrebno poudariti, kaj šport nosi v sebi kot vrednoto, kot nekaj, kar nas krepi, povezuje, opogumlja in pravzaprav daje tudi zdrav duh družbi in razvoju. In prav v tem vidimo vašo vlogo in vse prispevke, ki jih dajete ne le športu v posamezni disciplini, ampak predvsem tudi v celoti in še posebej Sloveniji. Zadnji dnevi so bili dnevi presežkov, izjemnosti. Nosili ste jih prav vi, športnice in športniki. Nosili ste jih vsi, ki podpirate in vsak dan strokovno, organizacijsko omogočate, da nastajajo nove zmagovalne ekipe, nove zmage, izjemni športni uspehi. Pa ne le samo misli vrhunski, ampak vsi, ki dajo v kar zmora. In prav v tem iskrena hvala in poklon vam vsem, da ste zmogli. Zmogli smo tudi v državi. Nekaj izjemnih investicij, naš res veličasten olimpijski center, številni drugi centri so tisti, ki jih moramo podpirati in krepiti kot država. Ne gre za politične projekte, gre za projekte družbe kot celote in gre za nekaj, v kar Slovenci močno verjamemo. In prav zato znamo postaviti šport z naravo in seveda kulturo na pravo mesto. Ki je trden, ki je strpen in ki je hkrati vzdržljiv in pogumen. In vse to smo doživljali letošnjo celotno sezono, pa tudi prej. Zato v resnici vsem in še posebej v poklon iskrene čestitke ne le za dosežke včeraj in danes, ampak tudi za vse to, kar boste zmogli v življenju, prav zato, ker ste stopali po športni poti tudi vnaprej. Hvala vsem, ki športnice in športnike podpirate, ki krepite pravzaprav v resnici odnos Slovenije do tega, da nas šport povezuje in velikokrat objame na način, kot smo ga doživljali prav v teh dneh. In naj zaključim. Kjer dal znameniti raziskovalec nekoč vprašal, pravzaprav sam sebe. Meje nikoli jih nisem videl v blizu. Če, kaj in kdo šport nima meja. Je univerzalen, je tisti, ki nas v resnici iskreno bliža, povezuje in krepi. Hvala, da to zmorete za Slovenijo. Hvala za sprejem. Tukaj prišlo. Preko cele zime smo se nekako vsak borili za svojo disciplino, za svoj šport, ampak vsi smo bili na različnih področjih. Stvar, ki nas je družila, kjer smo imeli skupno, je bila ta država, za katero nastopamo. In včasih večkrat, ki slišimo, da smo Slovenci narod, ki nimamo narodne zavesti. Jaz se s tem že nekaj časa ne strinjam, prav v vseh uspehih, ki smo športniki tukaj prek cele zime,
prikazali in potem v vseh odzivih, ki smo jih videli, mislim, da smo Slovenci tisti, ki vemo, kaj pomeni zastava, kaj pomeni stati pod njo, kaj pomeni mahati. In vesel sem tudi, ko gospod predsednik na zastavah vseh dogodkov v Sloveniji, vseh športov s to zastavo mahate. In takrat se večkrat rečem, ponosen sem, da sem Slovenec in da je v takega predsednika. Zdaj povabil gospoda predsednika, gospod ministrico. Smo vsak let donesemo eno materialno stvar tukaj. Tako da to se vam verjetno počasno malo nabere. Smo se pa leto pomislili in postavili par misli, ki se jih pa vzdomili čas predelite in uživajte. Zgodi se, da nenapovedani, da se tako žalostno dogodko spremenijo ritem nekaterih sicer velikih in prijaznih kreditov in tudi danes se delo to. Ampak ne moram, ne da bi rekel tudi jaz nekaj besed, čeprav seveda pod vtisom vsega, kar se dogaja. Najprej bi vse skupaj skušal razvedriti z eno metodo. Prisegam, da je to, kar bom izpovedal resnično. V četrtek sem bil na smučarski skoki. Sedel sem tam v 3. ali 4. vrsti, in eni izmed tribun, pred mano so bili otroci, ki so bili stari med 4 in 7 let. Takaj, da postane primehan modelček in pride k meni in pravi, gospod predsednik, jaz sem star 8 let, sem že skoraj državni prvak v svoji kategoriji in ko umre Peter Prevc, bom jaz svetovni prvak in boste imeli malo zastavljati. Gospa ministrica je rekla, da ste vsi z vašim uspehom vzor mladim ljudem. Danes se je na obisku, tako kot skoraj zdaj že vsak dan, mudila spet ena delegacija šolarjev, mislim, da so prišli iz Slovenjgraca in da so bili dijaki prvega in drugega leta. Mislim, da je več povedati, da je bilo v središču pozornosti dogajanja v Stanici čez vikend in mnogo njihovo vprašanje, kako sem jaz doživljal te 4 dni. In mogoče je to za koncu prava priložnost,
ne rečemo, da to pravzaprav ne velja samo za ta dogodek, ki je bil zares nekaj posebnega, ampak da to velja za doživljanje športnih uspehov vseh, ne samo zimskih športnikov, ampak športnikov v Sloveniji. Mislim, da ne želim in da tudi ne smem kot predsednik republike pozabiti tega enkratnega, imenitnega in pozabnega ozadja, ki so ga ustvarili 10.000 navijačev za 1000 slovenskih zastav. Gospod Peter Prevc je prej pomenil, da čuti ponos, ko pod slovensko zastavo sliši naše himne. Kot predsednik republike, ki se trudi, da bi ta 2-milijonski mejker, a trdoživ narod, povezal, koliko je mogoče skupaj, sem v teh 4 dneh v Planici, pa tudi mnogokrat druge od drugih športnih prireditev, ampak zlasti zdaj v Planici. In to Planico je njeno metafora. Začutil tisto povezanost naših ljudi, ki je pravzaprav v skoraj 400-letni zgodovini naše države do zdaj nisem še nikoli. Ta ni bila niti ukazana, niti zapovedana. Ljudje so prišli sami in iskreno, z vsemi čustvi, v bistvu usklikali v čast vaših športnih dosežkov in naše domovine. Dosti kad rečem, da si Slovenci ne moramo prvoščiti 2 domovin. Imamo eno državo in moramo imeti tudi eno domovino. Tam je plapalala ena zastava in ne glede na vse razlike med nami, so vsi navijači bili ponosni ne samo na vaše športne dosežke, ampak ker sem bil jaz eden z ljudmi. Mi smo bili osudni nad samim sabo, na tem, da smo sposobni, sramežljivi Slovenci, ki zelo neradi skažemo svoja čustva in ponos, sposobni to izreči tako in pozamljeno, da ta slika, ki jo imamo vredno vsi ljudmi, z 10.000 ljudmi in s 1000 slovenskih zastav, ne bo nikoli pozabljeno. Upam, da ste počuli, da ne bo nikoli nastopil trenutek v naši prihodnosti, ko bi se mogli tega trenutka skupnosti, tega trenutka povezanosti, tega trenutka, ko je eno srce dihalo za en uspeh in za enak, da bi se mogli spomniti kako drugače kot samo znotraj športnih sanj. Vas in mladih ljudi, ki prihajajo. Todo. Če bi se proti našim voljam v prihodnosti, tudi zaradi takih preizkušenj, kot smo jim zdaj pričali, zgodilo, da bomo morali Slovenci še enkrat, ne prvič, v zgodovini stopiti skupaj. Potem si bomo priklicali to sliko v spomin in ta nam bo v izjemno inspiracijo, v velik vzgib in navdih za to, da bomo premagali strah in obudili te sanje v novo manj. Gospod Prevc, ne samo vam osebno, ampak preko vas, kot lika, ki zdaj pooseblja uspeh. Želim mladim sporočiti, da je Planica kot metafora, vaš oseben uspeh in kolektivni uspeh celotne skakalne reprezentance, deklet in fantov v različnih športnih panodah. V bistvu nekaj, kar ne jih motivira za to, da se formirajo med posebnosti. Še kdo ima na svetu tak talent, je Peter Prevc. Še kdo na svetu se je odrekel toliko kot on. Govorim o Petru Prevcu zdaj kot o metafori. Ampak na koncu je zmagal, po mojem mnenju, zato, ker je imel tako trden karakter, da je premagal vse stiske, skrbi, dvome, vse tisto, kar pesti običajnega človeka in vrhunskega športnika še na svetu. In je šel do konca in zmagal. Po istih pravilih, ki smo delali. Ne mladi ljudje razmišljajo. Ne razmišljajo o tem, kako postati tako osebnost. In to sem rekel danes, ko sem mlade sprejel tukaj v dvorani predsedniške palače. In to se jih je dotakalo.
Ne morem reči na koncu, kako zelo sem hvaležen. Vsem vam, od športnikov do funkcionarjev. Zato, kar ta hip nenadomestljivega počnete za sedajnost in prihodnost našega naroda in naše države. Vsi upamo, da je ta prihodnost povezana z veseljem, z radostjo, z optimizmom, z uspehi, z začaranjem, z novim uspehom, ne pa strahom, ne sovraštvom in z ničemer tistim, kar bi lahko zlomilo 10.000-600.000 sanj mladih ljudi, ki povezuje z vami, in z vami, in z vami, in z vami, in z vsemi, ki ste dosegli veselje uspeha. Mislim, da smo jim kot državljanke in državljani države dolžni eno posebno zahvalo. Meni je žal, da se je danes zgodilo torej dan, ko nisem na volji tudi za kakšno povrednost, ampak se mogoče to bo še tako. Vsekakor pa bi prosil kateri izmed vas, ki ste se v tem letu podpisali med pravoje, da bi svoj podpis pustili tudi na zastavi sami, ki bo še naprej spodbojala vas in vse druge športnike z drugim uspehom. Srečno. Neverjetno, nisem že včasih mislila, da to ne bo več mogoče. Še ogromno drugih lepih dosežkov je bilo in je bilo prav, da sem se odločila, da sem še to sezono smučala. In neverjetno, tudi hvala vsem navijačem, ki ste navijali med sezono za mene v Mariboru in ki ste prišli danes sem. Hvala. Tako zdaj pa za korak naprej prosim še Boštjana Klineta. Boštjan, kar semle k meni. Boštjan, ste že ljubljenec navijačev, kar me sploh ne preseneča. Na kaj ste v tej zimi najbolj ponosni? V bistvu na to, da sem ostal zdrav. V bistvu sem na to zelo ponosen, zelo vesel. Poleg tega so že prišli tisti rezultati, tiste smučanje, katerega sem prikazoval, da bom to še nadgradil v prihajajoči sezoni, ampak predvsem sem hvaležen na to, da stojim tukaj, da sem zdrav in pa da lahko. Veseli smo vaše družbe, Boštjan. Vaš največji uspeh je prišel v Garmisch-Partenkirchenu.